Živijo, jaz sem Boštjan Ahbar in to je 55. epizoda podcasta Podrobnosti, kot vedno na drugi strani linije pa Anže Tomič. Žaboki. Situacija? Pa v redu. Ti možeš maksimalno neugodna. Maksimalno neugodna. To je tek v basketu imamo to foro, kao včasih komu pošljemo kak message. Kje si stari, kje pa recimo kakmo brezi ali pa kjermo. Situacija, pa odgovor pa maksimalno neugodna. Kar pomeni, da je vse okej. Ampak pri brezi veš, da je ponovadi odgovor 7 bicepsov. To je dejstvo. Zdaj pa ta novem, mislim, da ima nov nickname Mr. Double Double. Če ga že spet hara tam uničuje v ne modele. Hara. Ja, itak pa ja. Matra jih na vse načine. V glavnem, drugače vse okej, praznična Ljubljana, mislim praznično bela Ljubljana. Ja, ne bi vedel, ker delam pa snemam. Tako, ta teden, to mislim, da je tretja stvar, ki jo snemam. Pa dal si neko sliko na net, neki beli sneg na tleh. Ja, to pa ja, sem to zapade, pa je 3 dni tako, zdaj se pa že topi, pa je plundra. Tako da zelo ljubljansko. Že šlo po gobu. Ja. Ok. Ne vem, kaj sploh nekaj sneg zgleda, pismo zadnjih par let sploh nisem snega videl. To ne me trolat več s tem. Ne, pa bi ga videl. Ja, veš, fora je, da čez nekaj časa ga dejansko pogrešaš. Ja, itak je. V glavnem, v zadnji epizodi 54 smo snemali epizodo o novi epizodi. Smo snemali epizodo o novi epizodi, čakam še enkrat začel. Smo snemali epizodo o filmu Star Wars, epizod 7, The Force Awakens. Pametovali smo tako jaz kot ti, pa Pižamc, pa Loser, pa slavili smo Festivus. Kako je to izgledalo? Dajte si poslušati, pa boste videli, kako to izgleda, ko mi štirje praznujemo Festivus. Res je. Ampak ja, prišli smo do nekega skupnega zaključka, da film je kar kul. Kaj več pa bo pa se dajte počakirati. Sploh tisti, ki ste film že pogledali, tisti, ki niste, mogoče ne, ker pač spoilerjev ne manjka. Ne? Ok, kakšna admin zadeva? Zapovedati. Ja, valjda, podcast je na aparatus.si, podrobnosti ima zdaj tudi Twitter račun, na podrobnosti počrtaj si, so že zakrnjak FTV. Smo tudi na Facebooku, dajte nam kakšno oceno v iTunesih. Kaj slušal strokovnjak FTV? Ja, kaj, to bi lahko bila majica. Sprašujem se, kdaj bo on lahko postal medijska osebnost leta, čez koliko cajta, ker mislim, strmo leze gor na lestvici, ta naš služen strokovnjak. Ja, kmal. Treba bo zlobirati. Reš pa ja, dajte kakšno oceno v iTunesih, pa valjda aparatus lahko tudi podprete. To naredite tako, da greste na aparatus.si/podpri. Ful hvala vsem, ki ste to že naredili in pa unim, ki boste. Res vsake evro prav pride in pa lahko bolj vložimo v opremo in podobne zadeve. Tako da še enkrat ful hvala. Še vedno je pa na voljo naša epska šalca, nekaj jih še je. To najdete pa na aparatus.si/salca. Evo. Tudi to moje imenu, res hvala za vse to, kar je že povedal. Pa po novem zdaj tudi moram omeniti ta chatroom, ki ga probamo uvesti čim večkrat. Pa mogoče, Anže, lahko ti malo več poveš o tem, za tiste, ki še ne vejo, kar je zdaj nek spet nov korak tega našega, pa tvojega aparatusa. Ja, zdaj je na aparatus.si/ether sem naredil v bistvu chatroom in pa zraven en tak player, ki potem, ko delamo v živo, to malo slete meni, pa Bokiju, pa aparatus računu, podrobnosti računu, da takrat, ko pač snemamo v živo, lahko prijete, pa se pogovarjate vmes med tem, ko mi govorimo in sodelujete in pol uporabljamo kakšne vaše predloge tudi za temo oddaje. Zdaj smo, mislim, to že 3-4 naredili in se vsakič v bistvu dosti dobro obnesel. Tako da naslednjič, ko bo to vabljeni. Tako je bilo tudi danes, ko smo snemali z Dejanom. Zdaj sem povedala, da ta intro snemava po snemanju. Ja, je cool. Ni mene panike. Lito smo reči, da je super v bistvu izpadlo, ker smo imeli zraven pač folk v tem chatroomu, v tej klepetalnici, irska karkoli že in je v bistvu lepo je pol, ker daš lahko vprašanja, mi to vprašanje lahko damo noter zraven v pogovor in lepo je, da tudi tisti, ki poslušate, da aktivno sodelujete pri sokreiranju tega podcasta, kar je tudi nekak namen te klepetalnice. A prav rečem klepetalnica ali fulčuna? Ja, mislim, da se bomo to sproti bomo zmislili ime. Kaj bi to bilo? Moramo imeti neki ime za to. Klepetalnica se mi zdi tak češko. Ja, tudi chatroom je pa preveč anglešk, tako da nekaj smo zmislili. Če ima kdo kakšno idejo, ne pošle mail. Ali pa na Twitterju, povejte. Ja. V glavnem, to je to. Z Dejanom je bila res super debata, odličen lik, mislim, njegova karijera, vse to, kaj je počel v ringu, pa konec koncev to njegovo obnašanje, njegovo predstavljanje tega športa izven ringa. Tako jaz lahko rečem, res kapo dol in super debata. Hvala Dejan, da si vzel čas in to je to. Anže, če smo vse povedali, lahko zaštartamo, kako bomo. Ja, komod. Okay.
pa štarti zadevo. Kje si Dejan? Doma na sedežni. Ja. Ali sem študiral, da zadnji cajt sami penzioniste imamo na teh podcastih. Zadnji smo imeli enkrat Milko, tako je tudi nehal zdaj z aktivno se ukvarjati. Zdaj si ti, razumeš, se prav sprašujem, kdo bo naslednji svet, ki se je poslovil od aktivnega udejstvovanja v športu. Povej mi zdaj, ko je že nekaj časa poteklo tega, ko si uradno naznano, da si rokavice obesu. Kako se počutiš, kakšna je situacija po enem mesecu ali koliko je od zadnje borbe? Ja, jaz lahko rečem, da kar se tega tiče iz dneva v dan, bom rekel, določene oziroma večino, bom rekel, imam pod kontrolo oziroma to, kar sem predvideval nekako, so pa neke situacije oziroma trenutke, katerih, bom rekel, te malo čas presenete. Jaz bom iz te smeri, bom rekel, nekako tako, da včasih ima dan premalo ur, včasih pa kar naenkrat zmanjka nekih stvari, nekega rituala, ki sem ga bil dozaj navajen. Ja, se to je verjetno najtežje. Ne? V bistvu, prej si imel res en tak urnik, veš, ko se je, ne vem, zjutraj se vstal, seveda imaš trening, imaš uno, imaš tretje, imaš četrto, ne vem, paziti prehrano, veš, da cel dan poteka vse nekako usmerjeno za ta cilj, da pač dan čim bolj izkoristiš, zdaj naenkrat pa si predstavljam, da mora biti kar sprememba, ko se zjutraj zbudiš, pa ni več teh obveznosti, ki so bile v bistvu tvoje obveznosti verjetno večji del tvojega življenja, ne? Ja, sigurno, jaz bom rekel, da nekako pridejo trenutke, ko nekako, ali je to z časom povezano, zdaj, ko vse bolj se nadaljuje, ko postaja vse bolj, bom rekel, nekako to navada oziroma stalnica verjetno, ne, se nekako vprašaš o svojem ideu oziroma kaj bi lahko bilo, kdaj, kje bo se začelo neko nova pot, novo delo, čeprav veš, v katero smer greš, v katero smer hočeš, pa se vseeno vprašaš, ne, o svojem ideu, pravim. Moraš pogledati na osebno, si res to ti, oziroma kaj, ali bo ta nova pot bistveno drugačna, oziroma kaj lahko tu narediš, da bo malo naprej jasno, tako kot je bilo v obdobju kariere, ko si točno vedel, 2-3 dvoboje na leto, to pomeni, takrat moram zategniti, takrat sem lahko tak, zdaj pa je pravzaprav vsak dan več ali manj enak. Kako si pa v temu že tako zdaj, ki je šlo bolj proti koncu te karijere, kako so temu razmišljali? Ali si zdaj vse na te padal? Zanimivo, to bom rekel, me kar sprašuje, če sem že imel, oziroma več ali manj so vsi prepričani, da sem to že imel v nekem scenariju, ampak moj idealen scenarij oziroma moj scenarij edini je bil takšen, da zmagam ta dvoboj, potem še enkrat obranem in that's it. Takrat sem jaz razmišljal o koncu. Tudi če bi to, kar se je zgodilo, se pravi poraz, sem razmišljal o tem, da glede občutkov na treningu, ki sem jih imel in pa seveda glede vsega, se mi je zdelo, da še to ni to, da bom pa jaz lahko premaknil ta mejnik starostni, mogoče kam navzgor, ker v bistvu se pravi ta virtualni trening, ko sem ga imel 1 na 1 sam s sabo, je bil fascinanten, oziroma ko je šlo vse, dosegal sem atletske, fizične rezultate, takšne, kot sem imel v najboljšem času, ampak potem se pa zaveš, da pa v bistvu vsota vsega je pa seveda tisto, kar se potem v samem ringu dogaja. Koliko si star zdaj? 23. Če te lahko vprašam. Ne boš tudi po Googlu iskati. Čez 2 meseca pa nekaj bom 40. Pa si še mladinc, ne? Jaz sem mislil, da si ful mlajši, no. Mislim, ful mlajši, tekaj ne par let mlajši, no. Ker, koliko je recimo pa nekak tista meja za enega profesionalnega bokserja, pa vem, da je vsaka zgodba drugačna, pa da je vsak odvisno, v katerem momentu kariere je, pa koliko visoko je, pa kak cilj lovi pa to, ampak vseeno, vsak šport se mi zdi, da ima nekako, bom rekel, temu povprečno starost, kjer je pa ponavadi dovolj. Saj se ti se najvišji nivo, veš. Ja, sigurno. Jaz bom rekel, da ta meja se nenehno spreminja.
Zdaj se je kar dvignila, bom rekel tam na 36, 37 let. Jaz sem bil prepričan, da bom uspel še jaz, oziroma tako bom rekel nekje 38 let, naprimer Mayweather, nekako tako, da v bistvu z časom se to dviguje, s kvaliteto se to dviguje, vendar jaz bom rekel, da ne smem pozabiti na tisto, kar je najpomembnejše. Ne? Jaz sem začel, 8 let ali pa 6 let ali pa 5 let prepozno z začetkom boksa. Ne? In nekako sem vse skupaj z, bom rekel, res garanjem in po bistvu s trdo voljo spravljal neznanje, nekako kompenziral neznanje in pa to, oziroma znanje in pa to neznanje sem kompenziral. In v bistvu prav na koncu, zdaj, ko nekako to razmišljam skupaj tega zadnjega dvoboja, je pa prav v tem, ne, da v bistvu manjkajo mi neka tista predhodna leta, s katerimi lahko razviješ neke osnove, ki pa jih nikoli ne moreš dobiti. In prav to je tisto, kako bi rekel, da je v bistvu zelo relativno, ampak če gledam nazaj, 5 let je ta meja bila 33, 35 let so že bili res starčki, oziroma pravzaprav ni bilo smisla niti pomislil ni nišče, da bi več kot 35 let bil star in se boril še vedno za naslov svetovnega prvaka. Kar bom rekel, je danes že kar nekajkrat, bom rekel, nekaj posameznikov to teorijo podrlo, ampak kakorkoli, če sklepam samo po sebi in pa po večini teh, da izvzamemo te posameznike, je tam nekje 33-35 leto maksimum, kar ga lahko ujameš. Ja, ker tudi recimo pri košarki vidim, pa verjetno tudi pri ostalih športih, da se ta meja definitivno pač viša, a ne, da včasih je bilo recimo, tam 30, 32, vem kot tiste igralce, ko sem včasih gledal v stari Jugi, ko so bili, a ne, še stara generacija, še kašo tam 80, pa tam, pa se je to že dvignilo, zdaj, če pogledaš sploh NBA, recimo imaš igralce 37, 38, ki igrajo še na izjemno visokem nivoju, se pravi, se to kar hitro pomaknilo v teh zadnjih 20 letih, a ne, zdaj, malo se je zavprašati za naprej, koliko časa je sploh še realno, da se ta meja lahko premika naprej, ker a veš, čez 20 let sigurno ne pričakuje, da bo pa 43-letni igrali še vedno basket. To bi bilo malo, vsaj za ta nivo govorim, za najvišji. Ne. Je pa sigurno pri tem pomaga normalno način treninga, dojemanje, kaj je pomembno, kaj ni pomembno, kako trenirati, pol verjetno del prehrana, se pravi poškodbe, ki jih znajo zdaj z operacijami pa s terapijami pa tako lažje odpravljati, oziroma igralce oziroma fajterje, bokserje pripraviti za to, da se hitreje vrnejo in lažje vrnejo. Ne vem, recimo poškodba križnega kolena, a veš, križni veziv kolena je včasih bila konc kariere pomenila, ne, za košarko govorimo, ne vem, 20 let nazaj, a veš. Zdaj je povsem normalno, da se nek 20, 25, tudi 30-letnik vrne po taki karieri, v taki poškodbi nazaj. Ne vem, Jagodnik se je vrnil tudi pri 35, zdaj s tako poškodbo na najvišji nivo, ne. Teda to so spremembe v zdravstvu, ki pripomorejo tem, da lahko igraš dlje in dlje. Ne. In verjetno je tudi po mojem podobno pri boksu. Čeprav v boksu se mi zdi, da je, jaz to kot čisti laj govorim, da ne boš mislil, da je skaj pametujem, ampak se mi zdi, da tu je en pomemben faktor zraven. Če primerjam košarko, boks, pri košarki ne dobivaš udarcev v glavo, veš, pri boksu jih. Ne. In ja. Kdaj se tudi bokser zaveda, mogoče tudi to bilo dovolj, da se sicer fizično dobro počuti, ampak da reče, skozi toliko borb sem šel v življenju, toliko udarcev sem sprejel predvsem v glavo, ne, da je to zdaj pa mogoče dovolj. A veš, kaj mislim? Ja, absolutno. Jaz bom rekel, da normalno, mislim, čisto jasno je, da današnji nutricizem in pa seveda tudi zdravstvo dela čudeže in premika, predvsem na podlagi zdravstva, mi lahko premikamo te, bom rekel, meje, poškodbe, nekako skoraj da izvenijo na hitro. Kajti, ne vem, križne vezi po pol leta si že v akciji, včasih je, kot si omenil, to je bilo konec vsega. V glavnem, absolutno se strinjam s tem, da se bo meja dvigala in pa seveda jaz osebno, če pri sebi lahko rečem, enostavno nekako tako je, pa daleč tega, da bi zdaj rekel, ne vem, da pa je se pravi skupinskem oziroma ekipnem športu se možnost nekako skrivati ali karkoli, ampak mislim, da tudi mogoče malo bolj čisto zumiran si, ne. In jaz bom rekel, da nekako nimaš tiste pauze, nimaš tiste, ne vem, če pač danes ti ne gre dobro, si jih pač veliko bolj
pretepen, kot pa takrat, ko ti gre dobro. Ne? Razlika samo to, ali dobiš več udarcev ali dobiš manj udarcev. In normalno, kar je potem tudi tukaj, bom rekel, še normalno, tako kot vse posod, psihološka sestava, dopolnilo. In na koncu koncev, kot sem omenil, ta Zoom, ki je v bistvu nekako, ko si sam, tu ni, bom rekel, tako kot sem dejal takrat preko Twittera, ni skrivalnic, ni tukaj nekega blefa, tu ni, če hočeš sam sebe blefirati oziroma biti neki klovn, potem ok, normalno za vse mesto. Ampak se mi zdi, da če malo kočkaj, malo spoštuješ šport in pa se zavedaš potencialnih takšnih nevarnosti in pa seveda dejstva, potem se tukaj ni kaj zaigrati in jaz mislim, da tu nima dobene veze z nekim, zdaj ne vem, ali prevelikim respektom, ali strahom, ali s čemerkoli drugim, ampak enostavno gre za dojemanje, zavedanje, zavestno, da pa nisi več na nivoju, da bi pa lahko naredil karkoli boljše. Naprimer, jaz osebno na treningu sem res naredil vse, kar sem lahko naredil, vse, kar mi je bilo dano, vse, kar sem naredil do maksimuma in potem v samem ringu sem opazil, da sem bil v bistvu prepočasen na reakcijo, prepočasen na akcijo in da v bistvu enostavno nimaš tam časa za time out ali pa ne vem, da boš pa zdaj malo glumil pa hodil po ringu, se sprehajal in zavajal. Enostavno ni časa za to in v bistvu, ko spoznaš to, da si lahko si fizično dvakrat močnejši, ampak naprimer tako kot se je meni zgodilo, vse občutek sem imel, da sem bil fizično zelo dobro pripravljen, ampak nekako tako v šali lahko rečem, da sem bil hiter kot poln naložen viličar. Sam je v bistvu po svoje dosti fajn, da te tako v bistvu tvoj šport nekako, da te toliko razgaja. To si rekel, da tam se res ne da skrivati. Ne. Se mi zdi, da v marsikateremu drugemu športu se da tako to vse skupaj malo podaljšati, ne, ta spoznanja. Se mi zdi, da pri boksu pa res nimaš kam uidati, ki si enkrat v ringu. Ne. Ja, jaz mislim, da prav to tisto, kako bom rekel, ne glede na šport, da pač do športa treba imeti respekt. Jaz bom rekel, da zakonitosti športa so še vedno vsem nam, športnikom, ali na srednjem, nizkem ali pa na najvišjem nivoju, ko že mislimo, da držimo za jajca, potem vidimo, da ko se nam zgodi neka taka stvar, potem vidimo, da pravzaprav še nam dosti manjka, da bi vedeli res tisto vse tiste neznanke, vse tiste stvari, ki nas nekako, bom rekel, lahko v šoku oziroma šokirajo in prav to je tisto. Jaz bom rekel, da če imaš respekt oziroma to, bom rekel, neko realno zavedanje in spoštovanje do športa, potem to hitro ugotoviš in hitro rečeš, ne vem, to je to. Ja, nekaj gledam recimo tule primer Roy Jones Jr., veš, ki je v bistvu že v poznih 40-ih, preko 70 fajtov, veš, pa ga je v bistvu skoraj malo žalostno gledati, v bistvu, ko zdaj tudi zgubo pred kratkim je spet bil nokautiran. Ja. A veš, da še straje, ne vem, so zadnji mogoče, da je zadnji recimo za motivacijo samo res želja po dokazovanju boksa, ali zadnji tudi denar, tudi to, ampak nekako sem tudi videl, sem zasledil en posnetek, recimo mislim, da on komentira na HBO ali nekaj takega z boksa, ne, oziroma da je bil komentator pred kratkim, da se mu že v bistvu pri govorjenju, a veš, se mu že vidi, da v bistvu mu nekako, kako bi rekel temu, da mu govorica ne sledi možganom, a veš. So posnetki na internetu, kjer je to zelo, zelo grdo videti. No. Ker bojiš malo za človeka, pa sploh ga ne poznaš, pa rečeš, pismo, kje je dosta, veš, kje je tam meja, da rečeš, ne gre dovolj, ne, ker to mi je najbolj, recimo, pri teh športih borilnih, ko so ali to boks, ali to MMA, ali karkoli, to mi je najbolj ta faktor, ne, znati reči dovolj, ne, in to pri tebi spoštujem, se mi zdi, da si, vsaj kolikor sem jaz spremljal tvojo kariero, pa vse skupaj, da si, tako sam rekel, ne, vedno dal vse od sebe, vedno šel na polno, tudi ljudje so to okoli tebe in navijači in si videli to, spoštovali oziroma smo spoštovali, pa tudi ta korak, da si zdaj nehal, v bistvu se mi zdi res ena taka poteza z jajci, tako da to sem hotel reči. Ja. No, veš, ja, hvala. Ja, absolutno. Jaz bom rekel, da ne vem, take posameznike, ne vem, za mene osebno je Roy Jones bil, bom rekel, ikona tega športa, bom rekel, njegove fascinantne, edinstvene predstave, ki jih je imel in vse ostalo, se mi zdi, da si ni zaslužil takega konca, kot ga ima sedaj.
Škoda, ja, to je. Se to neko, pol nekako vrže senco na vse ostalo, se meni zdi, no. Ker njemu ostane, ker takmu človeku pol ostane to pri govorjenju, pa pri teh stvareh ti ostane nekako ta skupina, vse to skupaj, ne. Ja, absolutno. Škoda, ne, ja. To je tisto, kar je najbolj žalostno. In pa seveda, jaz bom rekel, zelo težko je nekako enačiti, ne vem, Evropo, Ameriko, dejstvo, naprimer, ki je, naprimer, je to, kot si rekel, da komentator, redni komentator oziroma celo zaposlen na tem HBO, vsaj koliko meni znano, in potem se izpostavlja pri takih, jaz bom rekel, da to predvsem morda izpostavlja tega, oziroma da ga zapusti občutek tega egota oziroma dokazovanja. Jaz bom rekel, da če je nekdo vse malo realen, jasen, za kar Roy Jonesa sem imel, popolnoma jasno je, da ne more slediti tem mladim ježom, ki pridejo željni zmage, željni dobesedno, bom rekel, da premiklastijo neko tako zvenečo ime, kajte s tem se jim dvigne, zamislimo se, ne vem, da Barcelono premaga košarkarski klub Ptuj ali pa ne vem. Ja, ne štekam čisto zato, ker v bistvu, ko vidiš tako borbo, kaj je tako močno ime, pa eno v bistvu tak up and comer, v bistvu, ko dejansko v svetu boksa zelo malo pomenja, pa za enega takega poprečnega navijača, recimo, ko sem jaz, da sploh ne slišiš imena, se mi zdi, da ima samo eden tu za veliko izgubiti in to je tisto veliko ime, veš, ta nima nič za pridobiti, predvidno pa ogromno tisti drugi, ne. In to mi ni jasno, zakaj se te velike imena, recimo, odločajo za te stvari, veš, to je pač verjetno stvar samega posameznika, hotel sem sam navezati na to, da sem rekel, da me nekako rad, mislim, veseli me, oziroma lepo je videti, da se ti ne odločaš za take stvari, da bi še naprej neki vlekel, pa neki se probal. Absolutno, jaz bom rekel, že prva stvar je to spoštovanje do športa, pa druga stvar, jaz bom rekel, da nekako v življenju, ko na neki poti dosežeš neki osebnostni vrh, potem je prav, da če vidiš, da je tam prenevarno, da se lotiš neke druge poti in čisto iskreno in pošteno nekako, bom rekel, nepošteno bi bilo zdaj, ne vem, da v vsem tem lepem, kar se mi je zgodilo, da je pa zdaj kar na lepem začel igrati ego tripera in bi v bistvu s tem izgubivala vsa družina, pa ne s tem, da bi vrednote izgubivala, ampak ne vem, da bi na koncu morali moji otroci z mano sočustovati. Meni se zdi, da je šport del življenja, ni pa šport edino, kar obstaja v življenju. Še predvsem, bom rekel, takrat, ko pridejo te športne krize, naprimer to, kar nekako se pogovarjam s športniki, prebiram, kaj doživljajo športniki, ko se nekako upokojijo in počasi jih začnem zastopati, ampak razumeti. Ampak po drugi strani bom rekel, seveda, jaz bom rekel, nekako biti pošten sam do sebe, ne pa v bistvu premagovati nečesa, česar nisi sposoben. Ja, prej si omenil, recimo se rekel, te ameriška šola oziroma te ameriški te bokseri pa to, ne? Lahko probaš malo povedati, recimo, kaj pa so te razlike recimo med ameriškim in pa recimo evropskim boksom. A so tu velike razlike v sami tehniki, v sami pripravi, v sami dojemanju tega športa in Italiji znotraj tega, ali je v bistvu to nekako čisto odvisno mešanica vsega, kdo je tvoj trener, s kom treniraš, kako si odrastel, ali se razlikujete recimo dva stila, a veš, da rečem, ker košarki poznaš recimo evropski stil, evropska košarka pa NBA, ki je nekaj čisto drugega, ne? Si predstavljam, da je boksu podobna stvar, no? Točno tako. Podobna, sorry, da večjem te povezave med košarko in boksom, ki ima tam malo podobnega, ampak nekaj stvari pa vseeno, no? Ne, absolutno, Bog, se strinjam, gledaj, kar se tega tiče, vem, da imaš pogled v to in vem, da slediš, bom rekel, vsemu in prav to je to. Jaz bom rekel, do nedavnega, mogoče do Berta, pa še ko sem z Bertom izgubil, sem nekako vedno verjel, se pa ni nič posebnega, se pa človek, dve roki, glava, noge, roke, pa bombe. Ampak v bistvu, to, kar je razlika, v bistvu nekako tako to, kar je Nemčija za Slovenijo v boksu, je Amerika za Nemčijo. Pa ne glede na to, ne bi zdaj rad šel dobena podcenjevanja, ampak v Ameriki je boks na tako visokem nivoju. To je v bistvu ena velika, ne majhna, ampak velika znanost. Jaz bom rekel, mi se več ali manj primerjavi proti njim, ampak že pri nas je, bom rekel, zelo na visokem nivoju, nekako, ko je pomembno, kako spiš, kako si hrano prebavil, kakšne sanje si imel in potem seveda potek treningu in vsega tega,
to je tam, bom rekel, res znanost, kar je mene impresioniralo nad, bom rekel, znanstvenim vložkom v ta šport. In zaradi tega pač tudi, bom rekel, je v Ameriki pravzaprav, tako kot si že prej rekel, da pač, ja, to je v bistvu NBA v boksu proti Evropi oziroma proti ostalemu svetu, ki nekako združujejo, bom rekel, normalno, različne pedigreje, ampak enostavno bom rekel, da glede na število, koliko se jih ukvarjajo z boksom samim v Ameriki in pa tudi z rekreacijo, tudi to je neki pokazatelj in vse to potem na koncu se sešteva in ja, tako kot se neko gleda, kar se potem na koncu se zgodi, da pač na tako velikem trgu, ne, je seveda placa za veliko več tega, kar je najbolj v ospredju denarja, ne, ja. Ampak je veliko bolj brutalno. To ni moč primerjati z Evropo, no. Predvsem iz tega znanstvenega in pa seveda tudi marketinškega vložka. Ja, jaz sem glih zanj gledal en dokumentarc, ki so te od ESPN-a so ga naredili, 30 for 30, Chasing Tyson. O Holyfieldu pa Tysonu, ne? Ja, holy mother of God, mislim, kaj so vse to. Ne, mislim, tako, jaz sem Dona Kinga zmeram tako v zelo meglenem spominu, ne. Tle je bilo pa res par posnetkov, že spet, ko vidiš, kakšna polanjada je bilo vse to. Je šov, to je tako kičaste, kakšen šov je to, v bistvu, no. Tako, meni v bistvu dosti težko, mislim, štekaš, da je Amerika, pa tam je že vse je tak spektakel, ne. Ampak tako, je bilo pa tam to prikazanje, pa tako krat 17, saj meni je tako zgledalo, no? Mislim, res ni, tako res off the charts, no. Ja, jaz veliko krat rečem vse, ko nekako filmi prihajajo, ko neke sanje prihajajo, ko neke ideje prihajajo, veliko krat ali se je to že zgodilo, ali pa se še bo zgodilo, ne. In jaz bom rekel, fantazija človeka je pravzaprav, bom rekel, nekako veliko krat neka podzavest, če se pravi, če je možno ustvariti misel, potem veš, da je tudi realnost. Jaz bom rekel, da kar se tiče Don Kinga, nima malo število športnikov oziroma bokserjev na vesti. Ja, ampak to je ta dirty game, ki, bom rekel, je ena past, ti si lahko najboljši, ti si lahko najmočnejši, največji, ampak nekje, ko se zatakneš v zanko, pa ti ne pomaga velikost, moč, znanost, prav nič. Ja, in to je ta krutost tega ameriškega športa. No. No, kaj pa recimo po tvojem naredi posebnega, recimo ta Floyd Mayweather? V čem je recimo on toliko poseben, da je lahko zdaj že toliko časa dominanten, da v bistvu, da rečem temu, da ga doben skoraj ne more dotakniti zdaj? Ker jaz čujem recimo, pa niti nisem videl teh zadnjih par njegovih borb, ampak tako, ko kdaj preberem te razne opise borbe ali pa potem kakšne komentarje, pa to vidim, da ljudje kar malo pizdijo, da se preveč, celo preveč izmika, da ne gre več toliko noter v fight, kakor bi recimo bilo mogoče strani navijačev pričakovano, ampak da je zelo dobro v tem, da se zna izmikati, pa da zna na koncu več zmago ven. Recimo, kaj njega naredi toliko posebnega, ker je dejansko eno dominantno. Saj v boksu, če zdaj poštudiraš na boks, pomisliš na njega. No. Ne boš pomislil na Kličkota, čeprav je bil tudi dominanten v svoji kategoriji, ampak vseeno se mi zdi, da je Floyd Mayweather nekako daleč pred njim. Saj jaz tako vidim. No. Ja, absolutno se strinjam. Ne. Kar se tega tiče, bom rekel, je samo ena stvar. Ne. Veliko krat govorijo prav ti, ki niso morali priti do njega in tudi niso bili postavljeni na mesto, da bi boksali z njim. To si prav rekel, to se ti tako strinjam. Ja. Sigurno, da je lažje strani govoriti, kot pa bi z njim v ringu. No. Absolutno. Vsi najboljši boksari v zadnjih 10 letih, kar so bile na zemlje, so z njim boksali. To je dejstvo. In še drugo dejstvo, doben ga ni narezal. Se pravi, za vse je imel odgovor, vse je pravzaprav, bom rekel, dominiral. Seveda z izjemo, bom rekel, nekako tu pričakovati ta zgodovinski dvoboj, mene pa Mayweather, so vsi pričakovali nekako, ne vem kaj. Ja, da bo zdaj, ne vem, da bo križ pricela po tribunah. Ja, točno tako. Ampak vsakdo pozna boks, vsakdo pozna Imenija in Floyda. Ona sta ostala sama sebi zvesta, čeprav je šlo tu za zgodovino, čeprav je šlo tu za menike, ki premikajo, bom rekel, in po mojem mnenju, pa ne zato, ker nisem zaslužen, ampak zaradi tega, ker pač se mi zdi to že dosti krat neokusno, te vsote, višine vsot, ampak dejstvo, ona dva že imata nekaj takih podobnih zneskov na svojem računu in to nima ne spremeni življenja, razen tega, da pač ostaneta nesmrtna.
Pa druga stvar, bom rekel, Floyd Mayweather, bom rekel, osebnost, meni, bom rekel, ni blizu, kar se pa tiče boksa samega. Je pa ena, bom rekel, znanstvena fantastika, ki ne bo tako hitro odkrita. Jaz bom rekel, da Golovkin je lahko tu zelo blizu, ampak bom rekel, kar se pa tiče sprejemanja udarcev, pa mislim, da ne bom nikoli prišel blizu njemu. Lahko bom rekel, trga nasprotnike s prekidom, ampak bom rekel, pri prejemanju in pa blokiranju udarcev, ne, je pa bil tu Mayweather, bom rekel, eden in edini do zdaj. Misliš, da lahko še pričakuje kak dvoboj z Mannyjem, pa z Mayweatherem, ali to? V bistvu to je bilo, lahko ugibam isto, tako kot vsi ostali, bo še ali pa ne bo, ne. Se pravi, to nič ni, da bi kaj bilo insidersko, da se kaj govori, da bi bila možnost za to, ker se mi zdi, da nekako so, tako si sam rekel, ljudje, tisti, ki ne poznajo boksa dosti blizu, so mogoče bili malo razočarani s tem fajtom, zato se mi zdi, da mogoče apetita za ta ponovni rematch nekako ni, točno tako. Jaz bom rekel, da kar se mene tiče osebno, je bilo toliko elementov, boksarskih elementov, tisto, kar bom rekel, radi spregledamo, ne. Radi vidimo, ko se dva nažigata, tako da šprica vse okrog. Elementov teh, bom rekel, feedbackov, reakcij, akcij, je pa bilo toliko, da bom rekel, da jaz dolgo časa, bom rekel, samo če pogledam, seveda, bom rekel, tiste detajle, že dolgo časa nisem toliko elementov videl na eni borbi, kaj šele v eni borbi sem videl več, kot sem videl prej, mogoče v 10 letih nekih elementov in se ti kar potoži, rečeš, zakaj nisem malo mlajši, bi mogoče kaj uporabil. Ker te je bila vedno res ta ogromna želja stopiti na to sceno ameriško, ne, in tam pokazati. In si sam rekel, mogoče si jih ta vlak malo zamudil, ne. In to je res škoda, da nisi imel te možnosti. Ne, da je bilo to tvoja krivda, ker pa časovno se ni mogoče to ulovilo, se pravi tvoja top forma za časom, ko bi ti lahko tja. Ampak vseeno, verjetno se doskrat sprašuješ, kako bi bilo, če bi dobil priložnost res na tej veliki sceni z enim od teh najbolj zvenečih imenov boksov, ki jih vsi poznamo. Ne? Absolutno, jaz bom rekel nekako tako, da v bistvu še bom rekel prvič, ko sem se res začel zavedati, kaj pomeni oziroma se dotikati tega nivoja, je bila borba v Ameriki. Takrat, ko sem izgubil z Turmanom, sem pravzaprav, to lahko zdaj na koncu povem, ampak takrat nisem to nekaj ovekovečevati, ampak par jih to ve. Jaz sem pravzaprav imel v žepi pogodbo, če premagam Turmana, imam potem dvoboj z Manny Pacquiaom. To je bila zgodba in mislim, jaz tudi zdaj, ko sem šel v Ameriko, nisem šel nikoli iz tega namena, ker sem videl dolare, jaz bi šel tudi za ston, ampak šel sem zato, da se dotaknem svojega tega maksimuma. Glej, jaz sem ne glede na neuspeh, ampak jaz bom rekel, da sem nekako res popolnoma miren in pa bom rekel, kljub neuspehov v Ameriko sem popolnoma miren, ker pač sem dal tisto, kar sem lahko dal v tistem določenem trenutku. Ja, je pa to, da pač zadeve niso se išle. Normalno, krivec je en in edini, to sem sam, je pa druga stvar, splet okoliščin, splet življenja in pa bom rekel dogodkov. Če pogledam, da sem začel 5, 6, 7, 8 let kasneje, kot pa vsi ti virtuozi, bom rekel, da sem presegel ne sebe, ampak tudi vse rodove, no. Kar se tega tiče, pa ne da se s tem polnim, ampak tak nekako, tudi če bi jaz bil kdo drug, bi potem nekako podobno videl to zgodbo. No. Sam to, ko si rekel, da si krivec, to ti moram reči, da ne razslišim, da sam sebi rečeš krivec. Pismo dejan, če kdo ni krivec, pol to ti nisi, ker v bistvu si, ker ko enkrat da človek vse od sebe, in ko se enkrat zaključi kariera, se mi zdi, da ni lepšega feelinga, ko poveš, da si res vse naredil, ker pa si nimaš kaj očitati. Jaz si ne morem predstavljati, koliko mora biti, recimo, kdaj, pa vidiš, verjetno ti tako v tvojem športu, kot ti v svojem, vidiš ljudi, talente, ki so imeli možnost narediti veliko večjo kariero, pa so zaradi stvari ali na igrišču, ali pa še hujš izven njega, potem zajebali vse skupaj, nikoli niso imeli možnosti dobiti tistega krasola. Drži. Recimo ti si, tega v bistvu, tako si rekel, iskati krivca, tu sem s tabo strinjal, ne bom strinjal in ti bom rekel, dejan, če kdo ni krivc, pol to ti nisi, veš.
Pa dobro, jaz bom rekel, se nisem tako mislil slabo namerno. Se veš, kaj mislim, to je ti veš, kaj mislim. Ja. Ne, jaz bom rekel, da kljub temu zadnjemu porazu, da je bil res poraz, ne, jaz bom rekel, da nekako ne vidim tu neke negative. Jaz bom rekel, se lahko pogledam v ogledalo in res sem naredil to, kar sem si želel narediti. Jaz se zavedam, da sem imel kar nekaj možnosti, ne vem, organizirati dvoboje v Sloveniji, v Nemčiji, v Rusiji, konec koncev, potem je bila Anglija, potem je bila Avstralija. Vse tu sem imel opcije. In če povem tako čisto iskreno in pošteno, finančno so bile vse te opcije druge boljše od te ameriške. Ampak mene enostavno je zanimala ta moj dotik mojega maksimuma. In jaz se tega maksimuma dotaknil in vedno sem nekako trdil, rad bi dosegel svoj osebnostni maksimum in ko bom ga dosegel, bom rekel, that's it, to je to. Ja. Itak, ja. To te moram vprašati, ker tule, ko imamo ta chat room odprt, full folk sprašuje, mislim pa, če jih zanima, recimo po fajtu, ko je konc fajta, si recimo ste kolegijalni s tistim, ko mu prej nos razbiješ, pa hrustanc polomiš. Ja. Navadi, a se v bistvu pol, tudi ko se enkrat luči ugasnejo, a se pol tudi, ne vem, obiščete v garderobi, v bolnici, če koga šivajo, karkoli. Ali v bistvu tisti trenutek, ko se pač določi zmagovalca, je to in takrat ga zadnjič vidiš in konc. Kaj je s tem? Ja, jaz bi rad poudaril eno stvar. V bistvu je to, seveda, za veliko ljudi ni čist nič skupnega. Za mene osebno je, pa bom rekel, da kar za večino bokserjev tudi je, razen seveda par posameznikov, ki pač ali iz razloga jezika ali pa res iz razloga tega, da pač samo sabo ne more živeti. Jaz bom rekel, da nekako vsi smo pred in pa po dvoboju prijatelji oziroma prijatelji, se pozdravimo, se spoštujemo in pa tudi po dvoboju. Nimamo dobenega, če doben ni tisto umazano boksal, doben nima razloga, da bi, ne vem, da ne bi dal roke, da ne bi kakšne lepe besede namenil in v bistvu tudi če se srečamo čez nekaj let na nekem drugem koncu, tisti, ki smo boksali, bi se na srečo je to, da smo pač samo dva v ringu in ne vem, če imaš 40 dvobojev, je to pač 40 ljudi, ki si nekako potem, da pač z njimi boksa zapomniš in jaz lahko rečem, da mogoče samo s tremi nimam kontakta, ampak nimam kontakta zaradi tega, ker pač ali niso znali jezika ali pa pač ni bilo, bom rekel, te želje kontakta, oboje stranske, pa vendar z vsemi ostalimi, bom rekel, na vse ohranjam lepe stike, lepe, bom rekel, te odnose, ker se mi zdi, da nimam biti pravice, ne vem, čeprav gre za navidezno pretepanje oziroma izmenjavo udarcev, ja, to je šport in ni pravično, mislim, ni pravično, ni pošteno, ni pravično in pa ni normalno, da bi ZPZ bil na nekoga jezen, zato ker je prišel me premagati. Oba dva smo stopila v ring z istim namenom, se pravi, da zmagamo ali izgubimo, ampak zavedamo se, da bo en izgubil. In zdaj zaradi tega, ker sem izgubil, ni kriv on zdaj, da sem jaz izgubil. Jaz sem kriv, zato ker nisem bil dovolj dober, da bi ga premagal. In to je dejstvo. Ja. Kaj pa recimo tisto, ko je pred tekmo, veš, je to ta build-up, pred tekmo, sorry, jaz vedno rečem tekmo, ker sem navajen pred borbo. Veš, koliko je tule recimo, pa mogoče ne v tvoji situaciji, ker se mi zdi, da kolikor sem spremljal, si ti bil vedno zelo fair do nasprotnikov in nisi nekaj delal nekih ekscesov, pa nekih nepotrebnih scen, ampak vidiš tako pri boksu kot pri mogoče v katerih ostalih borilnih športih, da pa ko se promovira fight, da pa drugemu malo, tako se rečem, skočite v lase, veš. Ja. Da bi se malo ta build-up naredil. Koliko je po tvojem mnenju tega pristnega, pa koliko je po tvojem mnenju tega malo fejkanja, da se pač lahko potem fight proda? Ker doskrat v Ameriki ti vidiš, da igravci tudi igravci, bokseri, fighteri imajo določene procente, vse tako, kako res pač slišim, znotraj teh prodanih pay-per-viewjev ali pa prodanih kart, pa tako naprej. Normalno hočejo čim več ljudi, da gleda ta fight, ker konec koncev imajo tudi oni čim večji dobiček od tega. Ne? Ja, absolutno. Se pravim, ta prva stvar, ta build-up in pa potem tudi druga stvar, ne, bom rekel, marketing delajo na zelo, bom rekel, preprost način, ne. Zelo preprost, to je to gobezdanje oziroma napenjanje mišic, ki na koncu koncev, če pogledamo, ne vem, tako v družbi, ne, kdo si je zapomnil mene po tehtanju, malo kdo, ne, zdaj na koncu pač ok, ampak zapomnijo si pa tisti, ki se
petelinijo, skačejo, špukajo oziroma so negativno posebne. Jaz bom rekel, tega ne zagovarjam, zavedam pa se, da pa je to sell ticket, ne. Ja. Meni je huda fora, da je to bazično v bistvu, ne? Da se pač tam dva gledata, pa to, ker je pač tako, pride do bistva. Res je. Jaz bom rekel, da drugo bistvo, ki je meni osebno je vedno govorilo veliko to srečanje. Ta facing mi je veliko povedal o osebi oziroma o boksarju. Je lahko, ni to samo nek bullshit, da reče, smo videli oči, vidim, da ga je straha, pa vidim, da je to, ampak dejansko lahko mal dobiš ta občutek, ko nekoga na 5 cm gledaš, da je nekaj v tem, no? Absolutno, ker čutiš ta njegov brief, veš, ta dih, drhtenje oziroma ta facing, oči govori svoje. Mislim, kakorkoli je to psihološke trte izvito ali ni izvito, glej, tukaj jaz osebno bom rekel, da sem se zelo malokrat uštel, no. Predvsem, če nekaj drugega dobiš njegovo tisto, bom rekel, to, kar se pa najverjetneje nikoli uštel, dobiš ta fizični facing, veš, ta dotik. Nekaj posebnega, ni to kar bullshit. To je v bistvu zadeva, ki je lahko, bom rekel, zelo odločilna. Seveda, jaz ne vem, jaz nikoli nisem spraševal drugih, kaj občutijo pri tem, ampak sam osebno, bom rekel, sem imel te, bom rekel, take doživetja. In verjamem, da to tudi ostali drugi bokseri, bom rekel, zelo koristijo, ne vem, se vidi, ne vem, vidi se, ko je respekt spoštovalni, ali pa tisti respekt, ko je pa strah pravzaprav, lahko rečeš. Ja. Zdaj, ko recimo si pač dejansko skozi doma, ko niš tega potovanja, ko niš vseh teh dejavnosti okoli borb, tako priprave, se pravi znotraj treningov, kot recimo medijev in vsega tega, recimo, imaš namen oziroma gledaš spremljaš kaj recimo ta slovenski boks naprej, recimo kakem stanju je slovenski boks, kakšna je prihodnost slovenskega boksa, ker nekako si bil ti si bil to tu ime, zdaj pa kot tebe ne bo več, pa ne vem, koga bomo gledali. Mislim, nočem delati ne krivice tistim, ki so za tabo, ampak nekako jaz ne poznam drugega imena zadnji, no, ne vem. Ja, malo je, bom rekel, neprijetno govoriti, pa vendarle, bom rekel tako, da v bistvu, dokler se fantje in pa seveda, bom rekel, se neke stvari premikajo, ampak se mi zdi, da je današnji čas, bom rekel, zelo neugoden za ustvarjanje šampionov oziroma tistih, ki so, malo grobo bom zdaj povedal, nekako pripravljeni popiti svojo kri nazaj, ki so pripravljeni poplačati svoje delo s krvjo in z delo in pa ne mislim v smislu dobesedne krvi, ne, ampak mislim, da od žulu in pa tega ustrajanja. A pa tudi dobesedne, v boksu verjetno tudi daj svoje kri požreš. To je dejstvo. Ampak hočem reči to, ne, da v bistvu, dokler se ne bojo začeli zavedati, da najprej treba nekaj narediti, da lahko od tega nekaj imaš, dokler do tam ne bo nič. In pa tudi seveda, bom rekel, sam strokovni kader slovenskega boksa se mi zdi, da je, sem prepričan, da je podhranjen. Dejstvo pa je, da bojo mogli malo pogledati čez ograjo k sosedu ali pa pripeljati nekoga, ki bo malo dvignil ta nivo oziroma sistematizacijo tega slovenskega trenerstva, ki je rak rana tega slovenskega boksa. Vsi pridno, jaz bom rekel, to dejstvo je, pa nočem reči, vsi pridno delajo, vsi trenerji so to volonteri, vsi trenerji tu dajo sami sebe, vsi trenerji res dajo svoje maksimume, ne? Ampak ne dajo pa, bom rekel, začetnega oziroma nadaljevalnega procesa treningov, ki so na, bom rekel, evropskem, kaj šele kakšnem drugem nivoju. In predvsem ta nivo, trenerski kader je problematičen, zato ker pač nekako se bojijo. Jaz mislim, da če bi že med sabo strnili glave, pa si razdelili to znanje, vsi trenerji med sabo, za mene osebno, bom rekel, to, kar sem v tujini preživel pa doživel, ne, je biti, znanje se ne skriva, ne, neznanje se skriva pravzaprav. Seveda,
psihološka osebnostna priprava, osebnostni pristop do posameznikov je potem tista stvar, ko ne more nič zdaj nekako slonet pa prepisovati, ampak osnova, bom rekel, je pa v druženju, razglabljanju in pa seveda ustvarjanju, bom rekel, nekih novih zvodov, novih prijemov in pa posodobljanje softvera, to pa je nujno potrebno, tu pa so naši zaspali in moram reči, da so kar nekako tako je v praksi, no. Gledamo, ne vem, olimpijado ali pa svetovno prvenstvo, pa rečemo, majke, kak boksajo, to je le, si videl, kak je boks. In potem pride na trening in ne spremenijo nič, da bi šli v tej smeri, kar gledajo po televiziji, ampak delajo svojo staro pot naprej in pričakujejo, da pa enkrat bo nekaj. Ne bo nikoli, to je dejstvo in iz tega kabla bomo mogli stopiti, ki jim ne da nekega, oziroma šlaufa, ki jim ne da kisika, in ko bo stopili iz tega šlafa, mislim, da ko bo prišel do kisika, da bo tudi tukaj začeli nastajati točno tako, ker imamo pa, dejstvo pa je pa, da pa imamo zelo veliko kadra fantov, ki bi bili sposobni, ki kažejo sposobnosti, pa vendar tudi fantov mora biti jasno, da vse, kar je pred 5-6 leti amaterskega, resnega dela, je več ali manj v bistvu muha enodnevnica. Ja, pa vem, da si preskromen, da boš zdaj sam sebe tule poimenoval kot neko rešitev slovenske prihodnosti, slovenskega boksa, ampak vseeno, a vidiš ti sebe v tem delu, recimo zdaj, ko imaš res toliko izkušenj bolj kot kjerkoli, da bi recimo pomagal ali pri kakšnem klubu, ali pri zvezi, ali s kakim posameznikom, kjerkoli že, da bi v bistvu prenesel to naprej, ali enostavno nimaš te želje, kar tudi nič ni narobe, se človeka ne moš prositi, da nekaj daje naprej, če nima tega v sebi, ne? Absolutno imam željo, vendar bom rekel, da se mogoče malo bojim, da pa fantje nimajo te želje prestopiti tega nivoja, kajti za ta nivo so najprej potrebna odrekanja, žrtvovanja in šele takrat morda pride uspeh. In se veš, če danes ne napišeš pogodbi, da bo nekdo toliko pa toliko zaslužil na mesec, ne bo razkiral nič. Ne, škaj, mislim, res je dejansko odgovorno vsak, tudi ko se pogovarjamo o drugih športih, ne sem košarki, lahko vsak bi rekel, ja, pa zdaj so drugi časi, pa mladi drugače gledajo na to, pa ne vem, hoče videti, zaslužijo že prej, recimo sploh pri teh ekipnih športih bi že kar 15, 16, 17 let imeli pogodbe, menedžerje in tako naprej, ne, ampak ja, je res, ne, sam vseeno, pa ne rad govorim, da je naša generacija boljša kot kjerkoli druga, ampak jaz sem imel to srečo, pa tudi ti verjetno, da smo odrasli v nekem takem obdobju, ko nismo študirali na to. Jaz ti gledam kot eno srečo, ker meni je bil samo cilj, recimo, tako tebi, recimo pač boksati v Ameriki, meni je bil cilj, recimo, samo igrati v Ameriki. Meni ni zanimalo niti približno, kaj to zraven pomeni, ali finančno, ali kak lifestyle, ali bom imel tak avto, ali drugačen, ali bom letel business class, ja, ali kak jaz sem ko sem bil draftiran, sem rekel, na prvi fucking avion ne spravite, da grem te čez, a veš? A veš, kaj mislim, ne? In to nekako se mi zdi, da smo imeli srečo, da smo drugače gledali na to, ko pa gledajo zdaj mladi, pa za vse športe govorim to, ker se mi zdi, da to nekako se ponavlja pri vseh športih, ko vsako ima malo talenta, pa ko malo začuti, da ga mogoče je pa ti španski klub lahko malo povoha, veš, že pogodba, že menedžer, že gremo. In pozabi na tisto najbolj bistveno stvar, ki si jo pa ti parakrat omenil, na odrekanje pa na delo, nekaj potrebno, da sploh ti rata, ne? Ja, gled, to je... Kaj je to rešitev, pa jaz nisem tako pameten, da bo povedal, pač druga generacija je prišla z drugimi idejami, veš, in... Absolutno. Mislim pa za celo Slovenijo je pa mogoče rešitev, no, ta, da ne glede na to, kjer šport govorimo, da se vleče nazaj te športnike, ki so bili v tujini ali pa v Sloveniji uspešni, da se jih nekako vrže nazaj v cikl, pa mislim to vržejo pač rekovajih, da pomaga temu športu, ne glede na to je boks ali košarka ali nogomet, ker se pa sam bojim, da bojo, pa da bomo tudi tisti, ki smo nekaj naredili, potem pač iskali možnosti v tujini in pomagali mladim v tujini, ne pa v Sloveniji, ne. To je malo tak strah, ki obstaja, ne. Točno tako, absolutno tudi drži, kar si rekel, seveda, tudi moja želja je, bom rekel, pomagati, vendar, jaz bom rekel, da sem zelo jasen, mislim, bil in vedno bom, ne, jaz bom zelo hitro povedal, kako stvari tečejo, oziroma kako tečejo, ne kako tečejo po mojem, ampak jaz bom rekel, da ne vem, če ima ena Kuba, pa ena Nemčija, pa ena Anglija, neki koncept, katerega se je mogli držati tudi mi pa potem, oziroma naši pa rečejo, ne, veš kaj, mi bomo pa to malo drugače, zaradi tega, ker mi to nimamo plačano, oni pa imajo plačano. Oni živijo v nekih nebesih, oziroma v nekem svojem svetu, ki mislijo, da drugim je vse podarjeno,
oni bi mogli dobiti plačano, kljub temu, da nič niso naredili. Oni bi imeli zdaj, ne vem, od Olimpijskega komiteja denar, oni bi imeli, ne vem, zdaj sponzorje, oni bi imeli, ne vem, novinarje, ampak oni pa pozabijo, ne vem, obvestiti kogarkoli. In potem to ne gre skupaj, no. Glavnem, tukaj, če ne bojo zelo jasni, pa zelo, bom rekel, predani, tudi malo inteligentno, ne samo, ni dovolj, če se jutro vstaneš, pa greš na kavico. Ampak še treba kaj drugega. Ko bi le bilo to dosti. Točno tako. In zato je potrebno pač čisto enostavno delo in še neštetokrat delo, potem pa vse ostalo. No, je pa tudi ena druga stvar in sicer je to, da pa mislim, da je Primož Kozma že pred časom nekaj to pojasnil, pa tudi ena judoistka, pa eni športniki, ki so v bistvu, sploh te, ko so pač v teh individualnih športih, pa ko skozi kariero res niso imeli možnosti zaslužiti nekaj velikih dobičkov, da so malo začarani na tem, kako pa polico pol država podpira te športnike, ne, recimo, že tokom kariere so imeli težave, ne, kaj še potem, ko enkrat neha, ko ti v bistvu daš 10, 20 ali pa več let za to, da nosiš slovenski grb, kar je vse super in prav in kar je pravilno, ne, pa v bistvu, ko si tisti dan, ko se ti pa kariera konča in ko več ne prinašaš, ne, se pa nekako na tebe pozabi in to v bistvu si želim, da bi se spremenilo. Mislim, da imajo Srbi, recimo, ko se pogovarjam s temi košarkaši, imajo drugačen primer, kjer tisti reprezentanti bivši dobivajo, recimo, ne rečem temu, penzije po karieri, ne, a veš, in tako naprej. Ja. In to se mi zdi, da bi država mogla tu nekaj narediti, da bi nekako pohvalili vse tiste vas, ki ste v bistvu res Slovenijo zastopali na najvišjih nivojih, na olimpijskih igrah, tisti, ki so bili v odločenih športih, svetovnih prvenstvih in tako naprej, ne pa da se jim v bistvu nekako pokaže hrbet. In potem normalno tudi vsak reče, veš kaj, mislim, ne bom jaz tule pa se ubijal, pa se potil, pa delal za naslednji rod slovenski, ne, grem tudi na kavico, veš. Ja. Tu malo tega sodelovanja sigurno primanjkuje. Absolutno se strinjam. Jaz bom rekel, če na svoje kože oziroma to, kar sem jaz doživel, pišem, jaz ne pričakujem, da bi kdorkoli moral nekaj karkoli dati džabe oziroma kar ti ne pripada, ne, oziroma kakorkoli še drugače. Ja, se ne gre, tako si rekel, se ne gre za to, da bi ti na kauču ležal, ne gre za to, za kako govorim, da bi še naprej delal, da bi imel še naprej bil v nekem pogonu, da bi dajal nazaj, ampak vseeno z nekim določenim plačilom, da lahko to v bistvu upravljaš, tudi da bom rekel temu, da se tebi splača konec koncev. Točno tako. Jaz osebno bi se dotaknil te teme, mogoče je tako globalno, oziroma tako kot sem jaz doživel osebno, morda kjer drugi športnik tudi. Naprimer, tudi jaz sem bil 4 leta v slovenski policiji in sem v bistvu bil počaščen, seveda, kar se tega tiče, iz strani države. Ampak druga stvar, kar hočem reči, jaz sem bil zaposlen takrat, ko nisem imel časa iti v miru pravzaprav na WC. In ko nisem imel časa, ne vem, se poglobiti oziroma nekaj dati nazaj, razen tega, da sem šel na par šol oziroma kar sem naredil z največjim veseljem. Ampak bistvo, kar hočem reči, med trajanjem športne kariere se mi zdi, da veliko krat športniki nismo dobri uslužbenci, razen seveda pač tisti, ki jim je to edini vir dohodka. Samo osebno bom rekel, da nisem bil vezan toliko na dohodek, in tisto, kar hočem, bistvo tega, je pa to, zdaj v trajanju kariere, tako športniki nimamo nekaj dosti časa, nekih velikih potreb, je pa zelo pomembno, da potem, ko končamo kariero, da pa takrat dobimo neko priori listo. Ne da nekdo nekaj šenka, ampak da bi pa takrat morda, če bi te zanimalo, dobil, ne vem, to službo, ki sem imel takrat, naprimer. In to je tisto, kar te potem umesti in nimaš nekega volumna v življenju. In to je tisto, kar bi jaz rekel, da se bi trebalo morda spremeniti v tej naši zloti zakonodaji. Ne, zato, ker imaš določene športe, kjer športniki dejansko ogromno zaslužijo tokom kariere in je pol res na njih, a oni si pašparajo do konca ali ne, do konca življenja, da rečemo. Imaš pa tudi športe, kjer so Slovenijo lih tako, a pa še bolj predstavljali kot pa recimo en, ne vem, da zdaj rečem temu košarkaš ali pa en nogometaš ali pa recimo te športe, ko so bolj plačani, pa dejansko so sami sebi plačevali, da so sploh lahko trenirali in tekmovali. A veš, da se pa pol takemu človeku obrne hrbet in da se mu ne da možnost, da naprej
dobijo neko plačilo, pa ne govorim o 10 jurjih evrov ali pa 20 jurjih, jasno. Za dostojno živeti, ker treba vedeti, ta človek ni tisti 10-20 let delal, ni dajal denarja na stran, ima verjetno družino, ima jih tek pred sabo še 20, 30, 40, 50 let življenja, da se pa takому človeku obrne hrbe, se mi zdi pa totalno nepošteno, totalno nefer. Ne? Sploh pa se mi zdi nefer, da ljudje nočejo to razumeti, koliko je dejansko tu odrekanja in koliko je v bistvu to enega dajanja skozi vsa ta leta, da v bistvu potem nimaš nič nazaj, se mi zdi zelo, zelo mačehovsko nekako ta odnos. Tako da škoda, mislim, upam, da se bojo te stvari za naslednje generacije pa popravljeno. Vse to so glih te stvari, ko govorimo mi o njih in pa jaz pravim, da ogromno nekih športnikov dobrih smo mi imeli in jih imamo, ne? Ampak se pravim, veliko krat je tako pač, da v tistem obdobju, ko smo pač notri, naprimer, naši veslači, naprimer, vsi po vrsti, katere medalje na olimpijske, svetovne, evropske prvenstva niso imeli. Danes pa pravzaprav, če se same ne znajdejo, jih pač niti ne povoha država, pa se je rada pohvalila z njimi, pa zdravljica igrala in vse ostalo, naprimer, ne vem, naš veslač, mislim, vsi vemo, o kom govorim, ampak to so te problemi, ker ne vem, v kakšni meri se to dogaja v drugih državah, ampak si predstavljam, da določenih ostalih državah je to, se ne predstavljam, da je isto kot tu ali pa slabše, po mojem samo bolj urejeno, ker vemo, da nažalost marsikaj pri nas ni urejeno, ampak pustimo to, pa sploh pa pustimo politiko, ki se nočem to spuščati. Res je. Mislim, nisem tako pameten. Verjamem, to so glih te stvari oziroma ti problemi, ki ne moreš iti skozi njih. Naprimer, Iztok Čop, meni najbolj tu, bom rekel, istopojoč, koliko medalj, koliko vsega onega, drugega, tega pa ne vem, pa še ogromno je, ampak na koncu, če ne bo poskrbel za sebe, pač ne glede, da je bil zelo celebrity, vsi so se hoteli slikati z njim, na koncu pa, če se ne bo sam rešil, pač tisti pregovor veliko krat velja, pomagaj si sam in pomagali ti bojo drugi na koncu. To so te razlike, recimo, sploh če gledaš zahod, recimo, s košarke lahko vlečem, recimo, NBA ima priskrbljeno, recimo, penzijo, tisti, ki so igrali v NBA, 3 ali pa več let, imaš pol določeno, padeš pač odvisno, koliko let si igral in kakvi to zaslužek, ampak padeš v določeno razpredelnico, pa imaš potem recimo penzijo, in tako naprej. Ker se strinjam. Mislim, to so take stvari, kjer se mi zdi, da ljudje prehitro pozabijo, in tako si sam rekel, radi so zraven, pa radi si slikajo, ko so medalje, pa ko je himna, ko pa enkrat se luči ugasnejo, se pa hitro se jih pa razgubijo, takrat je pa konc. Welcome to reality. Ne bomo več o tem, da ne bomo preveč globoko padli. Dejan, povej mi zdaj za prihodnost, imaš kakšen plan? Prej na začetku si rekel, da se še malo loviš, mislim, imaš kakšno odločitev narejeno, kje te bomo videli čez eno leto, 2, 10, ne vem. Ja, absolutno. Jaz bom rekel, da nisem človek, ki bi pustil neke stvari, kar nekemu naključju se prepustiti, pa zdaj tavati tu, pa se žaliti. Jaz bom rekel, meni je lepo v tem trenutku in meni bo lepo tudi čez 1 leto ali pa čez 10 let. Vidim se definitivno v športu, definitivno bom deloval v tem mojem centru, na Ptuju, v mojem džimu, v tem Dejan Zavec džimu, in bom rekel, nekako tukaj poizkušal ponuditi vsem tem mladim, perspektivnim in tudi nesperspektivnim bokserom ponuditi neko mešanico oziroma nekaj tega, kar sem prinesel iz tujine, in jim ponuditi, dvigniti nivo boksa v sami Sloveniji. To mi je v bistvu tista največja želja, ampak seveda ne na vsak način in če vsa trupla, to niti slučajno. Da sem pripravljen sodelovati, bom rekel, pri pomoči dviganja tega nivoja, jaz mnenja, nišče ni vse ved in glede na kontakte, ki jih imam, mislim, da lahko za zelo ugodno ceno zritam strokovnjake iz tujine, ki drugače sigurno ne povohnili po domače povedano Slovenije. Sam osebno se vidim bom rekel, in trenerski in pa seveda mogoče tudi v kakšni organizacijski luči, se pravi nekako ustvarjati in pa bom rekel bokserji in pa seveda tudi to potem pokazati, kaj delamo, kaj ustvarjamo in pa v bistvu nekako obdržati ta nivo mišljenja in pa seveda tudi dokazovanja, da ne gre pri boksu samo za to, bom rekel, navidezno udarjanje, da je v bistvu v tej zgodbi veliko več.
Ja, lepo te vidi, da imaš planirano naprej, no, da te bomo še videli. Če ne v ringu, pa zraven njega, pa okoli njega, tako da to je super. No. V ringu sigurno ne, no. Kaj pa pri boksu obstaja, kakšne take eksibicijske borbe, pa to še to obstaja? Ali to se zdi, boki hoče šunjati. Ja, jaz bi eno, da gre, da se najdemo nekje s težo na sredini, pa da... To je to, dobrodelni fight. To je to. Off the record, potem se zmenimo. Če štadam jaz sivo lasulja gor, pa sem tonki. A že vse zmerno. Mi dvoma to prevzela, boki le višino imaš, vse ostalo pa poskrbi na midjo z Anžetom. To je to, ti sam pojaviš in to bi jaz rad videl, to bi bilo epsko. Jaz ne bi tak, bom rekel, boki je nekaj skritega ima za sabo, bez skrbi. To preveč boksa pa MMA gleda. Sliš, kako je to, pa ljudje mislijo, da znajo, ne? Stari, toga dela živega. Se bo potrdil, stari, ta riča, veš, ta dolge roke, to je, stari, to je, veš, ne boš mi mogel biti blizu, stari, veš, te bom držal na distanci, stari. To te moram vprašati, najljubši boksarski film, ker me prej nekdo to vprašal, ta v chatroomu, ko imamo, imaš kjerega, a so to češki, povej mi, ko gledaš ti boksarski film, a je to češko, ko jaz gledam basket film, ko te ful smešno vse spade. Vsi neki smešno polagajo, pa neki smešno zabijajo. A tudi, ko gledaš boksarski film ala Rocky, pa to je, se vidi, koliko je fake, pa koliko je slabo tehnično. Ja, jaz bom rekel, da to, bom rekel, vse same treningi, pa to še dokaj realno. Ampak kaj se pa tiče samega dvoboja, pa to pa je, stari, to pa je neokusno zgrešeno in pa v bistvu normalno. Only in America. Ne, mislim, da to smo se že parkrat pogovarjali s folkom. To, če veš karkoli o tem športu in potem gledaš filme o tem športu, je ponavadi res dosti betno. Ja, gled, meni je čist mimo, ko v filmu prikazuje tako kot Rocky ali pa ne vem. Tudi ostali filmi, se mi zdi, da veliko prepotencirano ta, bom rekel, vzdržljivost, brutalnost in ja, iz tega verjetno tudi potem nastaja to, da je boks tako hudo brutalen šport in pa primitiven in pa vse ostalo, ker v bistvu velikokrat zelo poudarjajo to kri in pa muda v rokah. Ja. To si zdaj Rocky opisal, ti si zdaj naredil opis filma Rocky v bistvu. Vseh 17 filmov Rocky. Čeprav ne, sami treba biti podkrit, mislim, saj jasno. Ti idejam, vem, da se drugače gledam to, ampak jaz, ko smo klinc mali, ko smo gledali Rocky, to se je res gledalo, mislim, to je bilo za gledati, veš. Stari, ne zabavaj se, jaz sem bil takrat po Šverci, sem prišel v kino, še sam ne vem kak, ampak gledaj to, odprtih ust, oči, stoječ gledal in jaz sem bil pripričan, da je to. Pol smo škaj sem podelal, ko sem nisem imel doma, Anže, to bo tebe zanimalo, ko si bolj tehničen tip. Pol sem v bistvu, ko sem imel doma na televiziji Rocky, jaz sem zravno na radio, pa na kaseti snemal muziko iz filma, da sem lahko to poslušal, ko sem šel recimo na trenirati ali pa karkoli. Čak, sem ne štekam, snemal si Tak radio je bil, ker si dal od kaseto, a veš, ki si lahko... Na mikrofonček, ali si skabel? Mikrofon je bil že kar v radio, ne, nisi dal mikrofona, ker je bil že vgrajeno radio. Samo radio dal blizu televizije, pa to. Ja, pa samo daš, ko si pritisnil play, pa rec skupaj. Super, to se pravi, če te prav razumem, ta standard definition, ne, si snemal na mikrofon, ki je bil vgrajen v nek radio. Ja, tako. Pa na kasete, ne. Anže, koliko si ti star? 83-letnik. No, normalno, te pa ti to ne poznaš. Ne, pa se poznam, ker pač tok vem. Ne, poznaš, samo glih tisto leto so ukinili te radije. To moram priznati, jaz sem dejansko, čeprav tako, doma smo imeli kasete, ker moj foter je bil full muskija, ki je na radio delo pa to, ne. Ampak jaz sem tako, da zase rečem, jaz sem začel s CD-playerji, to moram priznati. Wow. Ja. Nisi bolj, kao vse smo mi na kasete snemali, ti si pa zabudil se. Ne, pa se sem imel, veš, ampak tako, da bi rekel, zdaj sem pa rekel musko poslušal, ker sem bil otrok, sem bil kaseto, ker smo imeli nek brutalen hifi, ki ga je fotor imel, sem presnemaval, sem enkrat celo, to je neka zgodba, ki sem Jonasu,
ker takrat je moj fotor gledal na RŠ-u, ki bo Jonas, tam sem Jonasu neko zeleno kaseto presnel, ker sem se trl jaz v radio. Tako da to je ta moja zgodba s kasetami in od takrat pa nisem smel več toliko s kasetami početi v bistvu. Ja, ne, mi smo odrasli, gre s tem, no. Smo še kao vse smel na kasetah. Veš, časi nisi mogel kupiti kasete soundtracka Rocky filma. To je bila edina varianta, za to muziko je bila tako, kot sem se opisal. Drugače ni šlo. Točno tako. Ja. To so bili te zlati cajti, ja. Kaset pa Betamax video kaset. Betamax se samo ti spomniš, to star. Betamax se spomnim, ja. Mi smo ga še dolgo imeli, še v 90. Še zdaj ga imamo doma, po mojem pristarih. Ja. To si mogel imeti ledvični pas, da te ni v križu vsekalo, ko si nesel kaseto. To je dosti res. Ja, to je bil takrat zlati cajtih iz Nemčije prešverceno vse. Ja. Wow, cool. Dejan, ful ti hvala za ta pogovor. Še enkrat, tisti, ki mogoče ne veste, Dejan je bil naš gost že na začetku tega podcasta, mena 4., 5. epizoda, mislim, da smo se s tabo pogovarjali, kaj je zdaj že kar leta, pa pol sigurno, če ne 2 leti nazaj. Anže, to boš ti bolj vedel. Je že, ja, sigurno, 2 leti. Tako da lepo te je bilo spet slišati, da se malo pomenil, pa se pogovori s tabo. Lahko sem rečem, en velik poklon za vse, kar si naredil v karieri. Ja. Vedno sem bil tvoj fan, sem zdi Anže tudi in zdaj, ko sem rekel, Dejan bo imel, Anže bi čisto napadel, rekel, to sem čakal. Hvala obema, hvala Bogu tebi in pa Anžeto. Ja, res hvala za vse trenutke, ko smo navijali, ali bo to po noči, ali pa čez dan, ali pa prek interneta, ali pa prek kako že, tega si res ti je uspelo, lahko rečemo. Hvala lepa, jaz res želim, da vama obema, kakorkoli moram zdaj reči, da vama tudi uspe, da nadaljujete s temi res, predvsem bolj, ki nadaljuj s tem virtuizmom in to. To misliš tu zdaj, ko se pogovarjamo, ne s košarko, ne? Košarka je postranska zadeva. Pa tisto, ne vem, kaj se žogo nekaj dela, ne vem, pač odbijate. Vidi, koliko časa še, zaenkrat še uživam, zdaj je najbolj važno, da uživaš. Ko uživaš, to je še bolj to. Enkrat ne bom več užival, pa res, ker pač je to, se mi zdi, da je to v bistvu vsega na koncu. Najde samo pospremlja sreča in pogum, to je to. Hvala, stari. Vse ostalo imaš. Hvala, stari. Anže, povej za konc, admin, kaj še imamo za povedati? Podcast je valjda na aparatus.si, imamo tudi ta Twitter account, afnaaparatus, podrobnosti, počrtaj si, ki ga fura nas sužen strokovnjak, ja. Ki ga zdaj ljudje dejansko naslavljajo, konstantno, ko se pogovarjajo s tem Twitter accountom, kar je ful zabavno. Ja, čeprav ne sme odgovarjati vsakič, v glavnem to je to. Drugač pa, pa to, ne, pač Dejan je tudi na Twitterju in dejansko je na Twitterju, kar jaz zmeraj spoštujem pri športnikih. Ne, to pa res. Se mi zdi, da je to toliko osebna stvar, da res, ali si ti ali pa nisi ti. No. Res je. Folk zelo hitro skoži, ali si ali nisi. No. In jaz bom rekel, da sem vesel, da vem, kaj se dogaja. Ne? Ja, ne, pa to je meni res, to je meni tako, zmeram pri vas isto je bok, razumeš, ker ste dejansko vi gor, ni to nek tak korporativni račun. Ja, pa glize čitam enem Primož Medija, ne, boke, past, ne, da me ne bo kdo najezel, ne. Ja, na Twitterju, ja. Ja, na Twitterju. Ja, ne, to je sigurno v redu. Čeprav se mi zdi, da Twitter ima svoje slabe pa dobre stvari v smislu, da te lahko vsak te lahko doseže, te lahko potipa v smislu, da te lahko in čestita za dobre stvari in napisi za slabe, se mi zdi, sploh tisti, ki smo bolj izpostavljeni. Je pa seveda na vsakem posamezniku, koliko se pol daš noter to, koliko pa to zignoriraš oziroma te sploh da te to ne dotakne. Ne. Tako da se mi zdi, okoli tega je treba biti malo pametno, da se ne vržeš na to kakšne nepotrebne debate, kar se ne ti, ne jaz, mislim, da nismo nikoli. Ja, res je, mislim, vse včasih te ima, da bi kaj, ampak drugač pa Dejan, ti si Afna Dejan Zavec, kar ne, če se prav spomnim. Drži. Res je, ja. A pa ti imaš tudi, zdaj sem te šel, ti imaš tudi uno kljukco, mamico vam, vsi imate kljukco, to sem vam koš. A veš, potrjen si strani Twitterja, imaš uno ta plavo kljukco, ne. To je noro. To se ti zdi samo. Čakaj, a še kaj tazga od admina? Boki, kje si ti na internetu? Nič, Boki Nahbar, to je to. To je to, jaz sem Afnan ZT, hvala vsem v chatroomu, ki ste poslušali. Te živo zadeve so zmeraj bolj fajn. Ja, res, hvala sem, to moram reči, da ste, hvala pa tudi marsikaj vprašanje, ki sem ga sprašal, je bilo iz tega chatrooma ven, tako da tudi za naprej bomo, kadar bo le možno, probali narediti ta chatroom in live snemanje, da lahko tudi poslušalci sodelujejo, tako da thanks, ja, pa Dejan, veliko čestitk imaš strani ljudi na chatroomu za hvala lepa. Ja.
hvala lepa vsem, ki so hteli poslušati. Ja, mislim, da je bo kar nekaj. Hvala. Hvala. To je to, nič, uživite. Ajde. Ja, hvala sem, ajde. Dejan, hvala tebi, no smo na vezi, ajde. Enako, ajde, čau. Čau. Čau.